V 30 letih prejšnjega stoletja je na svetovno pomorsko prizorišče zaplula italijanska ladja Rex, ponos italijanske mornarice in simbol tehnološkega napredka takratne Italije. Ta parnik je bil eden največjih in najhitrejših ladij svojega časa, zasnovan z jasnim ciljem: tekmovati z najboljšimi britanskimi in francoskimi ladjami ter Italiji priboriti prestižni modri trak za najhitrejši prehod čez Atlantik. To mu je tudi uspelo leta 1933, ko je dosegel časovno rekordno potovanje med Evropo in ZDA v zahodni smeri. Rex je bil dolg približno 268 metrov, imel je več kot 50.000 bruto ton in lahko sprejel do 2000 potnikov. Njegova notranjost je bila izjemno razkošna, s pridihom italijanske umetnosti in elegance. Saloni, jedilnice in promenadne palube so pričali o želji po prestižu in udobju. V marsičem je konkuriral tudi slavnemu Titaniku, ki je bil sicer daljši in zgrajen 2 desetletji prej, a ga je Rex v hitrosti prekosil. Titanik je bil v svojem času tehnološki čudež, vendar ni nikoli dosegel Rexovega rekorda prečkanja Atlantika. Poleg tega pa je, za razliko od tragične usode Titanika, Rex večino svoje življenjske poti služil potnikom uspešno in varno. Pomembno, a pogosto spregledano poglavje zgodovine parnika Rex se nanaša na njegovo vlogo med drugo svetovno vojno, ko je postal rešilna bilka za številne Jude iz Evrope. V spominskem muzeju holokavsta v Washingtonu so zbrana številna pričevanja, fotografije in dokumenti, ki potrjujejo, da je Rex rešil tisoče Judov pred nacističnim preganjanjem. Ladja je izplula predvsem iz italijanskih pristanišč, kot sta Trst in Genova, ter iz francoskega Canessa. Mnogo beguncev je prečkalo Avstrijo do Trsta, nato potovalo z vlakom v Genovo, kjer so čakali na vkrcanje. Posadka Rea je znana po svoji skrbi in človečnosti do teh beguncev, številni zapisi pričajo, da je bil njihov prehod z ladjo dobesedno pot od rešitve. Po ocenah naj bi z ladjo Rex v ZDA prispelo okoli 30.000 Judov, kar je za tisti čas izjemna številka, še posebej glede na povprečno število potnikov na krovu. Za mnoge so bile ladijske palube Rexa zadnje evropsko ozemlje, ki so ga videli, in začetek novega življenja čez oceanom. Rex se je tako vpisal v zgodovino ne le kot simbol italijanske ladjedeniške veličine, temveč tudi kot neslišani heroj človečnosti. Medtem ko je Titanik postal sinonim za tragično ambicijo, je Rex svoje najdragocenejše potovanje opravil v tišini, kot rešitelj. Dne 8. septembra 1944 je Rex postal tarča zavezniškega zračnega napada. V napadu 12 britanskih lovcev-bombnikov je bil Rex hudo poškodovan, zagorel in nazadnje potonil v plitvinah blizu Kopra ob slovenski obali Jadranskega morja. Ostanki ladje so še dolgo ostali vidni z obale, dokler niso bili postopoma odstranjeni ali potopljeni.